Orlek je vas ob nekdanji meji z Italijo. To je bilo zelo pomembno v nemirnem letu 1954, ko so jo politiki potiskali zdaj v eno, zdaj v drugo državo. Vaščani pa so svojo pripadnosti spričali jasno. Postavili so spomenik padlim v NOB in žrtvam fašističnega nasilja. Tu je vzniklo tako prav potreba, ne? Ker to ozemlje takrat še ni bilo določeno. Ne? Kaj bo to pod Italijo, ali bo svobodno tržaško ozemlje, ali bo pod Jugoslavijo. Ne? Zdaj lahko rečem, skoraj večina ljudi so bili vsi tu, da se priključi tu Jugoslaviji. Ne? Lokacijo so pripravili s prostovoljnim delom, zasuli so kav in premaknili korito. Tudi za sam spomenik niso iskali kiparja, šli so v bližnjo jamo. Potem se spomnim tudi kot otrok, ko so ta kapnik, tam gor je ena jama, so ga vlekli ven in seveda vsa mularija vaška smo tam okrog bili in gledali in pa se zijala. Tudi se spomnim, ko so tukaj postavili tiste tri nož, da so ga postavili po konci ta kapnik. Z leti so ga žal okrnili, gredi z zvezdama je prekrilo parkirišče, a osrednji del je ostal nespremenjen. Vaščani ga želijo še urediti. Orlek, ustanovili naj bi ga Čiči pa Oglarji, zagotovo pa je bil uskoška vas. Ponaša se s kamnitimi portali, ki varujejo borjače, na katerih si domačini urejajo življenje po svojih željah in zmožnostih. Da leži na Krasu, pričajo Štirne. No in v sklopu te domačije tudi je bil zgrajen tudi tak vodnjak, ki je verjetno edinstven na Krasi, ki je sama šapa narejena iz enega kamna sklesana. Danes Orlek radi obiščejo predvsem kolesarji, v okolici so urejene jahalne poti, starejši vaščani pa pogrešajo čase, ko so se več družili. Prej smo imeli belinanje, zdaj se malo tu razkopalo, je bilo v redu, smo bili skozi tam, smo imeli tudi svojo gostilno tam in tisto je bilo v redu, je bilo res lepo. Zaradi bližine meje je bila okolica vasi več desetletij prepovedano območje, zato je narava prerasla marsikatero posebnost. Nedavno je bil obnovljen še edini kav. Je pa, bi rekel, tlakovan, ker vidimo, so tu kamne stavili noter v ilu, ampak je za obnovičeno. Tle so je pač napajala živina, bi rekel, v glavnem. Kale so nekako postavljali vedno ob enih takih kotanjcah, kjer teren visi, da se voda seja noter. Tu je praktično samo ulovljena deževnica v teh kalih. Mesto v zgodovini so si Orlečani z izdajo knjige že zagotovili, da pa tudi v prihodnosti ne bi znali hoditi po pravi poti, se ni bati. Pred 60 leti je bilo sporočilo jasno.